Papež Frančišek je med homilijo, ko je zjutraj daroval svetomašo v kapeli doma svete Marte, kot običajno razložil Božjo besedo. V njegovi razlagi sta se prepletala današnje berilo iz 4. Mojzesove knjige in odlomek iz Janezovega evangelija. Prvo opisuje dogodek iz zgodovine izraelskega ljudstva, ko je le-to bilo utrujeno zaradi blodanja po puščavi, kjer je bilo malo hrane, in je začelo govoriti proti Bogu in proti Mojzesu. Protagonist dogodka je kača. Ta žival je prva, ki je omenjena v prvi Mojzesovi knjigi, in zadnja, o kateri govori knjiga Razodetja. S tem je tesno povezana zgodovino zveličanja. Kača je v Svetem pismu, kot je zatrdil papež Frančišek, simbol pogubljenja in na skrivnosten način tudi odrešenja. V današnjem berilu ta žival nastopi dvakrat. Prvič med nezvesto ljudstvo kače pošlje Gospod, le-te sejejo strah in smrt. In sicer vse dokler ljudstvo ne roti Mojzesa, naj prosi za odpuščanje. V tem trenutku se kača pojavi še drugič. Bog namreč Mojzesu reče: naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog. Kdorkoli je pičen in jo pogleda, bo živel. Gre za nekaj skrivnostnega, je nadaljeval papež. Greh je Satanovo delo in Jezus Satana premaga s tem, da postane greh. Tako povzdigne vse nas. Razpelo ni okras, ni umetniško delo z mnogimi dragulji, katere lahko vidimo. Razpelo je skrivnost Božjega ponižanja iz ljubezni. Je tista bronasta kača, ki v puščavi napoveduje zveličanje. Je povzdignjena in kdorkoli jo pogleda, ozdravi. In vse to, kot je zaključil papež Frančišek, ni bilo storjeno s čarobno palico kateregakoli boga. Ne, storjeno je bilo s trpljenjem Sina človekovega, s trpljenjem Jezusa Kristusa. Con la sofferenza di Gesù Cristo.